ko nekaj oblikuješ? Ne zapomnim si takih težkih stvari. Da načrtuješ skico, kako se boš toga zgradila. Arhitektura so ljudje, ki rišejo hiše, bloke, nebotičnike. Nikoli še slišala za to. Načrtuješ zgradbe hiš. Načrtovanje hiš, vrtov, parkov, različnih muzejev, stavb. Klic, kjer gradijo različne stvari, naprimer hiše ali različne zgradbe. Načrtovanje zgradb je neka stvar, ko jo človek nariše oziroma dela načrte stavb, hiš. To je, ko hišo nariše, v bistvu nariše, kakva bo hiša. Zato, ker v starih časih so bile hiše, so imele slamnato streho pa iz kamnov, zdaj pa so iz opek, pa na strehi imajo Na strehi je bila taka slama ali pa iz desk, danes pa cigle pa tako. Da je bolj toplejšo, pa da je vse bolj debelo, da so stene bolj debele. Da so zdaj drugačnih oblik, so novejše, bolj opremljene. Naprimer, današnje hiše so bolj moderne, imajo balkone pa modernejše so. Ene so se pobarvale, zamenjali okna ali pa vrata. Včasih so imeli bolj tudi, naprimer, gradove so bili večji, zdaj jih več ni, in zdaj nove hiše so bolj moderne in imajo imaš večje in manjše, tudi oblika je različna. Nariše hišo. Riše bloke pa hiše. Riše hiše. Riše hiše. Skicira hišo. Arhitekt je tisti, ki riše te načrte in dela tudi včasih motive hiš. Recimo arhitekt narišejo načrte, kako bodo gradbeniki zgradili hišo ali pa naredijo maketo. Načrte, kako bi izgledala ta hiša, da bi, naprimer, koliko poslopij ima, pa koliko vrat, pa koliko oken. Riše načrte za zgradnjo hiš. On naredi načrt za vsako zgradbo, kako bo vse potekalo. Riše, gradi načrte dela. Tako da je oblečen v bolj temno oblačilo z kravato, sedi v velikih pisarnah in daje podatke gradbencem. Ko zdravnik je oblečen. Da ima za ušesom svinčnik, da ima kapo na glavi. Kakšne take modre hlače z naramnicami. Rdečo frizuro ima. Da ima tako čepico, ko jo imajo umetniki, ko taki pecel ven štrli, pa nič drugega. Za ušesom vedno ni svinčnik mali. Je zelo resen, zaradi tega, ker morajo tisti, ki rišejo, biti zelo natančni, pa jih nihče ne sme motiti. Pa v rokah metlo, ker se mi zdi, da so tako bolj, da so oblečeni bolj iz starih časov, tako bolj. Se mi zdi, da je bolj tako delavsko oblečen. Da ga zgradiš. Da prvo ena hiša nastane, potem blok, potem hotel, potem spet hiša, potem vas, potem tak, pa vedno bolj, pa vedno se ponavlja. Prvo zgradijo hiše pa bloke. Tako da zgradiš čim več hiš. Ko se zgradijo hiše, tovarne, trgovine, pa ceste. Delavci morajo zgraditi hiše. Recimo ena hiša najprej postavijo, pol pa tisti, ko ima tam hišo, pove svojim prijateljem, da je tam fajn živeti, da so dobre razmere, pa se še oni tja priselijo, si naredijo več hiš in oni povejo več prijateljem, si še oni več priselijo.
In pol tako gradijo vedno več hiš, vedno več, ko ljudi rabijo več delovnih mest, gradijo tovarne, gradijo trgovine in pol pač nastanejo mesta. Mesto nastane tako, da gradijo hiše in naprimer nekje, ki ni česar, začnejo graditi eno hišo, dve in več, potem pa že cesta, pa kakšni krasna drevesa, rože in tako nastane mesto. Mesto nastane, ko se več ljudi združi naprimer začnejo graditi hiše in tam za stalno živijo, dokler se naslednjič ne preselijo. Mesto nastane, da je vedno več stavb zgrajenih, lahko tudi iz vasi nastane vedno več in da potem na koncu mesto. Mesto nastane tako, da to smo prej se učili, prvo uro sem pozabila. Mesto nariše prvo urbanist, nariše mesto, potem pa počasi ga zgradijo, ampak je malo več dela, kot pri hiši, dosti več. Pri trgu imajo vedno veliko peska, tako da lahko ljudje lažje hodijo, pa tudi če kdo pade, da se ne tako poškoduje kot na cesti. Na cesti lahko vozijo avti, na trgu pa ne. Cesta je tam, ko se vozijo avti in tam je zelo bučno. Na trgu pa se ljudje sprehajajo, pa se malo kateri avto pripelje tam po trgu, veliko je koles pa pešcev. Trg, tam ko so stojnice, pa cesta je tam, ko se avti vozijo ful veliko. Da so na trgu hiše pa tudi kaki stolp. Da na trgu lahko nakupuješ, na cesti pa se samo voziš z avtom. Na trgu so stojnice in prodajajo stvari, na cesti se pa vozijo avti in motorji in tako naprej. Da po cesti se avti vozijo, na trgu pa se ljudje sprehajajo. Da na trgu prodajajo, da so tržnice, da prodajajo sadje pa kakšne izdelke. Cesta je tam, kjer vozijo avtomobili, včasih tudi kakšen pločnik. Potem ta zebra, semaforji, trg pa je tam, kjer so običajno kakšne prodajalne razstavljene, mesto, kjer se samo ljudje sprehajajo. Trg je pač, kjer se zbirajo ljudje, kjer so tržnice. Hiša šola je malo manjša od hiše tovarne. Je zgradba, kjer se učimo, tovarna pa je tam, kjer delajo tisti, ki so se že naučili vsega in kjer delajo samo zaposleni. Tovarna ima ponavadi ful veliko dimnikov, pa nima tako dosti oken, kot bi šola imela. Šola pa je tako navadna stavba z streho pa učilnicami. Tovarna, iz nje se kadi, iz šole pa se počne, ne? Šola je torej ena velikanska hiša, v kateri so učilnice in je vse zgrajeno tudi za otroke. Tovarna pa je bolj za delavce in imaš pač, ker je to služba za njih in imaš posebej pisarne pa to. Da tovarna bolj onesnažuje zrak kot šola. V tovarni delajo stvari, naprimer za nas, za zvezke pa to, v šoli pa se učimo. Tovarna, pač odvisno tovarna, je ponavadi bolj večja, šola pa malo manjša. Šola je bolj manjša verjetno, ker imajo v tovarnah več stvari, mašin, karkoli in je večja, bolj za delati. Tovarna je od zunaj velika, mora biti bolj vstran, ker dim ven gre, je neprijetno gledati, če si v središču mesta. Šola pa je pač bolj veselo, ker so igrala veni, se otroci igrajo. Takrat, ko se na novo zgradi, ima še bolj vonj po cementu, betonu, odvisno iz česa je. Ja, če jo napofumiraš. Naprimer se ptiči gor pokakajo, pa ima vonj od ptičkih drekcev. Po rožah. Svežem zraku. Bolj po stenah. Tak je bolj sveži. Čuden. Po dišavah, ker včasih tudi kar našpricamo. Poseben. Če ljudje noter dosti predijo, malo smrdi. Če je na novo prepleskana, ima takšen vonj po barvi.
Drugače pa ne vem, če ima glih kakšen von. Odvisno od ljudi, ki stanujejo v njej. Po rožah in po pesih. Okusa nima. Samo strupena bi bila, ker je taka barva strupena. Nikoli še ga nisem probal. Dobri, ker imam zelo dosti hrane. Slab. Po barvi. Ugoben. Ja, hiši še nikoli nisem probal, samo mislim, da ima okus taki, kakva je hrana v njej. Tako da, če mama dobro kuha, ima tudi hiši dober okus. Nima okusa. Tega še nikoli nisem poskusila, ampak mislim, da je mrzla. Ne vem, nisem še probala. Čokolade. Nisem še probala, tako da ne vem. Hiša ima okus, ne vem, če živiš v hiši, verjetno se počutiš kot doma, pa okusiš dom. Ko mama da prat perilo, se sliši pralni stroj, ko teče voda, se sliši, ko je radio na glas, ko je televizija. Nima ga. Odvisno pač, kaj se noter dogaja, takšen zvok odmeva od hiše. Ne vem, pač včasih ropota, ko ne vem, nekdo kuha, ko nekdo sesa. Mislim, da nima zvoka. Miren. Mislim, da ga nima. Ne vem, kaj se pogovarja sama s sabo. Naprimer, če se človek odloči, da bi dal v svoji hiši naprimer ime Neuničljivo ali pa kaj takega. Lahko, naprimer, ko sem brala v knjigi, je bila hiša, se je imenovala Plima in Oseka. Ja, lahko ga ima ali pa tudi ne. Lahko ima ime po ulici. Recimo, gor ima obešeno, recimo Prazna ulica 12 Brezje ali pa take imajo imena. Lahko je tudi blok, ne? Blok je neke vrste tudi ime. Ja, lahko ji daš sam ime, podobno kot pri barki, lahko pa se imenuje tudi po ulici in po številki. Če ji ga daš, ima lahko ime. Po priimkih, po človekovih priimkih. Lahko se reče družinska hiša, samo to v bistvu ni ime, ampak če živi v njej družina ali pa kaj. Da je stara in da ima kakšne slike noter, pa da ima pisma noter, pa tak. Mogoče, če je kdaj kaj takega zgodilo, da še ima kaj na sebi. Kateri ljudje so živeli noter, pa prijatelji, kateri so prišli na obisk. Ja, če je požar, pa je mogoče bila poškodovana, pa so mogoče kateri deli še vedno. Naprimer, če se kdo preseli, ima od te hiše veliko spominov. Zapomni si, ko smo bili mali, pa smo barvali stene. Hiša ne živi, ampak stoji, dokler se ne zruši, ker je toliko let stara že. Dokler jih ne podaraš? Kakih 20 let? Kar dolgo mislim, da 200. Tako dolgo, dokler se ne zbriše dol barva. Okoli 15 let. Ja, hiša živi, dokler živijo ljudje v njej.